Gospod Pahor, 10 minut se že pogovarjava, pa nimam pojma, kaj si zares mislite o čemerkoli, kako vam to uspeva. Ni lahko, resnično ni lahko. Vi morate vedeti, da gre tu za posebno budistično tehniko. Jaz se že leta trudim izogibati vsem mnenjem, naj so moja ali pa tuja. Ampak posebej svojim. Študiral sem to in sem ponosen. Jaz dnevno potlačim več kot 10 mnenj in imam zaradi tega tudi kdaj težave s spanjem. Ampak verjemite, se splača. Če jaz ne vem, kaj si mislim, potem mi tudi politični nasprotniki ne morejo očitati, kaj si jaz mislim. Dobro, kot predsednik bi vseeno morali stati za nečem, imeti neko mnenje o težavah, ki nas pestijo. Seveda. Ali pa ne. Se strinjam z vami, ampak moram povedati, da se strinjam tudi s tistimi, ki se z vami ne strinjajo. Sem zelo širok v svojih nadzorih. Tu mislim, da je moja prednost pred drugimi, čeprav nimam nič proti drugim, da smo si na jasnem. Tu bomo pa le potegnili jasno črto, čeprav se tudi sam seboj ne strinjam v popolnosti. Kdo ve, vsi smo zmotljivi, vsi smo ljudje. Razen psov. Pa ne mislim tu vseh psov, nekateri izmed njih so zelo človeški. Prav, a bi lahko izvedeli eno stvar, da poveste našim gledalcem eno zadevo, za katero 100% in nepreklicno stojite? No, seveda, težko. Lahko morda rečem to, da je dobro, če smo vsi prijatelji. No, hvala lepa. Razen seveda, če to prijateljstvo ni vsem pogodo. Potem seveda ne. Ali pa v kakšnem drugem primeru. Glejte, nikogar ne silimo s prijateljstvom in ko rečemo ne samo, mislim, da pravzaprav lahko ali pa ne. Sej razumete, ne? Ne, v resnici ne razumem. Odlično, to je bil konec konca moj namen. Tako da zanesljivo, mogoče, seveda težko rečem. That's it. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vam.